Tomaž, hvala za besedo. Ker dolgo časa se nismo videli, nabralo se je precej športnega dogajanja, mi pa se bomo seveda osredotočili na najbolj bližnje dogodke, tako da najbolje, da kar začnemo. Nogometaši v originalni Ljubljanski ligi so pretekli konec tedna odigrali že 7. kolo. V Trbovljah se je odvil zasavski obračun med Rudarjem in Kisovško Svobodo, ki so ga zanesljivo 4:0 dobili domačini. Ti so tako dobili še drugi lokalni derbi, potem ko so v uvodnem kolu ugnali Zagorjane. Slednji, ki so v 4. rangu tekmovanja pristali po izgubi licence, so tokrat na svoji zelenici brez težav premagali Jezero Medvode s 3:0. Kresniška Kokta si je razdelila plen z Moravškim Termitom, Ivančna Gorica, ki jo je glede licence doletela enaka usoda kot Zagorje, pa je doma klonila proti Slovanu. Rudar in Kokta po dobri četrtini odigranega prvenstva krojita vrh lestvice, Zagorje, Svoboda in Termit zasedajo mesta v sredini tabele. Prihajajoči konec tedna bo na sporedu še en zanimiv obračun. V Kisovcu se bo namreč v soboto po 3 desetletjih odvil prvenstveni občinski derbi med Svobodo in Zagorjem. Srečanje se bo začelo ob 15:30. V ženski prvi A rokometni ligi letos nastopajo igralke Litije. Slednje so v dosedanjih 3 kolih osvojile 1 točko, potem ko so v pretekli vikend morale priznati premoč celjski ekipi z Dežele z izidom 21:33. Pri Litjankah je bila najbolj učinkovita Manca Kogošek s 5 zadetki. V moški rokometni prvi B ligi je bilo na sporedu 4. kolo. Doltekej Hrastnik je na domačem parketu remiziral z Ljubljano, Ivanški Sviš je bil za gol boljši od Radeč. Z minimalno razliko sta slavila tudi Rudar nad Ptujsko Dravo in Herč-Marton nad Grosuplim, tako Trbovljčani kot Šmarčani so prišli do prve zmage v letošnjem prvenstvu. Po 4 kolih ima maksimalno število točk le Slovan, Dolani in Ivančani so jih zbrali 5, Herč 4, Rudar 3, Radeče pa 2 točki. Kolesarski zvezdnik Primož Roglič je dopolnil zbirko letošnjih uspehov. Slavil je na enodnevni dirki 102. izvedbi Gira d'Emilia. Z 207 km dolgo progo med Bologno in San Luco je opravil 15 sekund hitreje kot prva zasledovalca, Kanačan Michael Woods in Kolumbijec Sergio Higuita. Roglič je letos dobil dirke po Združenih arabskih emiratih od Tirenskega do Jadranskega morja, po Romandiji ter po Španiji, na zmagovalni oder pa se je zavihtel tudi na italijanskem Giru. Za trboveljsko plavalko Tjašo Vozel je odličen konec tedna na svetovnem pokalu v Budimpešti. Na 200 metrov prstno je pokorila vso konkurenco in s časom 2:26:06 postavila tudi nov državni rekord. Odlično je šlo tudi na 100 metrov prstno, kjer je zasedla končno 3. mesto za Finko Ido Hulko in Japonko Miko Teramura. Hrastniški namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastopil na mednarodnem prvenstvu Švedske v Štokholmu. V konkurenci dvojic je skupaj z Denijem Kožulom prišel do osmine finala, tam sta bila od Slovencev boljša Ho Kwang Kit in Lam Siu Hang iz Hongkonga. V posamični konkurenci Jorgić izpadel v drugem krogu kvalifikacij, ugnal ga je Anglež Paul Drinkle. Košarkarji ekipe 3x3 Piran, za katero igra tudi Trboveljčan Gašper Ovnik, je nastopila na zadnjem challengerju sezone v južnokorejskem Jejuju. Slovenci so osvojili 2. mesto, v finalu je bila od njih boljša zasedba iz mongolskega Ulan Batorja. Piran si je z dosežkom v Jejuju zagotovil uvrstitev na Masters v saudijskem Džedahu. Najmlajši člani skakalne sekcije smučarskega kluba Zagorje so odlično opravili s poletno sezono pokala Alpe Adria. Na zadnji, 4. preizkušnji tekmovanja v Celovcu so se v skoraj vseh kategorijah prebili na najvišjo stopničko. V roke zasavskih tekmovalcev je za eno leto romal tudi veliki prihodni pokal za skupno zmago na pokalu Alpe Adria, saj so dosegli največ točk skozi celotno sezono. To je bila prva merica športa v letošnji sezoni. Hvala za pozornost, zdaj pa nazaj k Tomažu.